Ne moremo opisati z besedami, kakšni dobri občutki so, ko ti vse tako rata iz prve. Najprej z letalom na Menorko, najem avtomobila, stanovanja in zdaj še najem specialke, s katero bom prav na hitro naredil en krog. Živijo! En prav lep kolesarski pozdrav. Nahajam se na Menorki, trenutno je tukaj 17 stopinj Celzija, piha pa severnik 21 km/h. Menorka je manjši otok v Balearih, poleg bolj znane Majorke in Ibize. Jaz sem tukaj drugič v življenju, prvič sem bil leta 2019, ampak takrat nisem kolesaril. Sem pa že takrat videl, da so tukaj strašno lepe ceste, tako da sem se zdaj odpravil na eno vožnjo, da vam malo pokažem, kako izgleda tukaj ta pokrajina. Niti sam še ne vem, kje vse se bom vozil, tako da bom link od moje Strave dal kar od spodaj v opis videa. Z ženo sva prišla na Menorko v lastni režiji, najprej z Ryanairom iz Treviza. Potem sva si pa tukaj najela še avto in apartma. Kar preko spleta sem navezal stik s podjetjem Bike Menorka in se je zmenil za najem. Ko sem prišel dopoldan v poslovalnico, me je specialka že čakala pripravljena. Z možakarjem sva uredila papirje, postopek je šel izredno hitro. K sreči je ta poslovalnica Bike Menorka bolj na obrobju glavnega mesta, tako da sem si jaz potem v miru namestil na specialko vse števce in lučke, se v miru preoblekel v dres, mal probal, kako kolo teče in se odpravil na pot. Najem kolesa je 25 € na dan, kar je več kakor avto, ampak jaz sem se vseeno odločil, da to kolo najamem za 8 dni. Jaz sem dejansko tukaj na Menorki rabil samo specialko, vso ostalo opremo sem prinesel s sabo, tako čelado, čevlje, drese, rokavice, senzorje, lučke, vse. Vsaka čast in pohvale moji ženi, ki je vse to skupaj zazipala zgolj v tisto ročno prtljago, ki jo lahko neseš s sabo na Ryanair. Zdaj sem prišel na južno stran otoka, tako da malo vidim morje. Tukaj se spomnim, je ena taka čudovita vasica, Bini Beker. Vse hiške so pobarvane v belo, take starinske, čudovite so. Naredim prav na hitro en krog, da vam pokažem. Krasna vasica, prav na hitro sem naredil en krog. Zdaj pa grem naprej. Specialka, ki jo imam najeto, je Specialized Tarmac, okvir je iz karbona, disk zavore, gume na njej so 28 mm. Zgleda, da je starejše izdelave, ker je vsa oprema na njej Tiagra. Od zadaj imam kaseto z 10 prestavami, spredi sta pa dve, ampak nista kompakt, sta večji, tako da so vse prestave malo bolj trde, kakor na moji specialki. Pelje se super, položaj mi je ok, doma sem samo zmeril višino od osi gonilke do vrha sedeža, to je pri meni 75 cm, to mi je možakar nastavil in jaz sem bil ready to go. Ceste na Menorki so precej lepe, tak v redu, gladek asfalt. Zdaj jaz sem tukaj v aprilu, prometa ni še sezona, tudi kolesarjev nisem videl dosti. Prav super se počutim tako tukaj sam, tavam po teh stranskih cesticah. Je pa pokrajina precej valovita, tako da praktično nimaš nekih ravnih odsekov in gre cesta non-stop gor in dol, hiter spust, močen vzpon in tako naprej. Ja, že pred 5 leti sem videl, da so tukaj res čudovite ceste za kolesarjenje in zdaj sem si tudi uresničil to željo, da jih sam prevozim. In tudi glede prometa je treba reči, da so vozniki zelo videvni in res prehitevajo vsaj na 1,5 metra, tako da glede tega sem res navdušen. Če gledamo Menorko v smislu višinskih metrov, seveda na obali se začne pri nič. Njena najvišja točka je pa hrib El Toro, ki meri 358 metrov. Ampak že on precej štrli ven iz pokrajine, tako da bi komot rekli, da je cela Menorka nekje med nič in 300. Je pa, kot sem rekel, precej valovita. Po velikosti je pa precej manjša od Majorke in sicer bi rekel, da je Menorka nekje 50 km dolga in dobrih 20 km široka. Tako take oblike, kakor en fižol.
Prej, ko sem se zapeljal dol do južne obale, bi lahko rekel, da sem danes na ničli že bil. Zdaj bi se pa spodobilo za to prvo vožnjo, da grem še na njen najvišji vrh. Pripravite se na El Toro. Je pa zanimivo, ker ni prav nobene vročine. Sonce tako super lepo toplo greje, ampak piha pa tak hladen veter, ko nek sredozemski maestral. Super, da ni prevroče, res. Sem pa naletel zdaj tle še na eno lepo kolesarsko stezo. Videl sem jih tudi en par v gradnji, tako da izgleda, da so se odločili, da bojo kar precej otoka posejali s kolesarskimi. Po moje tekmujejo z Majorko, ki je že tako kolesarska velesila, zdaj bi pa še oni po moje radi neki en kos te pogače. Bi pa rad še povedal, če bo slučajno kdo razmišljal o kakem dopustu, da mi je zanimivo tukaj na Menorki. Okrog in okrog otoka je speljana pohodniška pot. Če vpišete v Google Menorka GR 223, dobite njeno kompletno traso. Gre za pot iz 14. stoletja, ko so še s konjeniki delali obhode otoka, povezovali obrambne stolpe in trdnjave. V glavnem super zadeva, 185 km je dolga, tako da če koga zanima hajkanje tukaj, priporočam. Jaz sem naredil ene 2 odseka in je bilo fantastično. Zdaj se pa v daljavi že vidi El Toro. Kam sem se jaz spravil, ampak kar sem rekel, to moram narediti. Zdaj tukaj sem lih nekje na 100 metrov nadmorske, tako da se bo treba dvigati za 260 metrov. Se pa vidi, kako je Menorka valovita, že potem, da imam na 40 km 470 višincev. Se pravi, ni kritično, dober procent, ampak vseeno, skozi gor in dol. Bom videl pa, koliko bo vse skupaj na koncu, kar mi bo prinesel še El Toro. Tako, tle se zdaj začne, tja gor na vrh grem. Je kar strmo, sem že v prvi brzini. Na Stravi je narejen odsek iz mesteca Es Mercadal na vrh na El Toro. Odsek je dolg točno 3 km, dvigneš se pa za 264 metrov, se pravi povprečje 9%. Sem že skoraj na 200 višine, 660. In bolj, ko greš proti vrhu, bolj je strmo. Za zadnjih 450 metrov mi piše, da je preostali naklon 13%. Še za 50 metrov se moram dvigniti. In pravijo, da se ob lepem vremenu z vrha vidi cela Menorka. Tako da moram vztrajati še malo, še 220 metrov. Ja, če ne bi bilo objektov tega svetišča, spomenika, bi se verjetno res videl cel otok. Tako se pa vidi vseeno manjši del. Tukaj se tudi pozna tisti mrzel veter, ki sem ga prej omenjal. To je zaradi tega, ker Sredozemsko morje ni tako toplo. Trenutno zdaj ima 16 stopinj, ampak to mi ne bo preprečilo, da se zdaj spustim dol v apartma in da se grem enkrat čofniti v morje. To bi bilo to za prvi video z Menorke. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.